I governi e i cittadini devono avere fiducia nella forza dell'Europa, che ci ha accompagnato in 70 anni di pace e di collaborazione, ed è oggi più che mai che dobbiamo investire nel nostro futuro comune. Skupaj smo močnejši, tudi ko gre za zdravstvo, ki je v pristojnosti držav članic. Pa vendar je Evropa usmerila vsa svoja prizadevanja v boj proti COVID-19. Danes govorimo o ukrepih, ki so močnejši, kot je bil Marshallov načrt. To pa potrjuje solidarnostni duh Evrope. Čas epidemije je čas za solidarnost. Državljani Evrope pričakujemo odločno, usklajeno in skupno ukrepanje, ki bo temeljilo na solidarnosti. Potrebujemo rešitve, ki bodo ohranjale delovna mesta, raven plač in ki bodo vsem zagotovile socialno varnost in dostojno življenje. Ob naglem izbruhu epidemije so se evropske države sprva zaprle in se same spopadle s koronavirusom. Potem pa se je ponovno pokazala moč Evropske unije skozi usklajevanje, solidarnost in močen finančni paket, ki sporoča, da bo Evropa obranila tako svoje državljane kot gospodarstvo. V tem časih smo ugotovili, kako je šport zelo pomemben in da krepi dušo in telo in da se vsi nekako razgibamo in nekako sprostimo v teh časih. Tako da upam, da bo Evropska unija to prepoznala in nam športnikom namenila neka sredstva in nas podprla v teh težkih časih. Brez kulture, umetnosti ni mogoče dosegati visokih ciljev v gospodarstvu, v visokih standardih človekovih pravic, v obilju, ker umetnost je tista, ki dela ljudi bolj strpne, bolj odprte, bolj razmišljajoče. V tej krizi se je ponovno pokazalo, kako pomembno je znanje, ki je naša naložba v prihodnost in gonilo družbe. Evropa ima močne raziskovalne inštitucije, temelji na sodelovanju in solidarnosti, kar je odlična popotnica, da bomo skupaj prebrodili tudi to krizo.